Dober dan. Dobar dan. Vi imate pa kar dva stroja. O ja, oba intervencijska. Oba intervencijska, kaj to pomeni? Ja, to pomeni, če se kaj razbije na hodniku ali pa da nas pač pokličejo, da moramo nekaj izčistiti ali pa da je kaj mokro, gremo, vzamemo enega ali pa drugega in lepo se pač strojem gremo kje, poberemo, spucamo in posesamo in gremo. Torej, vaša naloga je, da ste na razpolago ne samo v teh urah, ko je v bistvu nakupovalno središče že zaprto, pa se vse počisti, ampak tudi med tem, ko so ljudje tukaj? Točno tako. Tudi takrat, ker največ se takrat pač razbije ali pa kaj bo, mislim, kakšni stranki pade kaj na tleh ali se pa posuje, ali pa tudi s metlom pridemo, ne, odvisno je, kaj je razbito, ne. Če je tekočina, obvezno uporabljamo stroje, ne. Kaj pa delate, kadar se nič ne razbije? Kadar se pa ne razbije, imamo pa dodatna dela, ne, ker moramo pač dežurati na sanitarijah, razna vrata nam ostanejo za spucati, ne, koše spraznemo, ker se odvisno je koliko je strank, ne, če je veliko strank, veste, koše je treba praktično vsako uro sprazniti, ne, ker drugače se hitro napolnijo, ne. Kako potem izgleda vaš povprečni dan, recimo, kdaj začnete tukaj, kaj počnete, kdaj zaključite? Je odvisno, kje razmeno delamo, ne, če delamo dopoldansko, začnemo ob 6, delamo do 2, ne, tako da do 9 praktično delamo na hodniku, ne, tako da spucamo se s velikimi stroji, mi robove čistimo ročno, ne, kar je okrog takih stvareh, recimo, ki stoječih, mora se vse ročno pomiti, ne, ostalo se pa čisti s velikimi stroji, ne s temi intervencijskimi, ampak praktično 2-krat večji stroj imamo, ne. To se pravi, noben stroj še ni tako natančen kot roke dobrega čistilca? Točno tako. Brez rok čisto ne more biti. Še vedno si zdajle ne predstavljam točno vašega povprečnega dneva. Rekli ste, da imate ogromno dela na večjih lokacijah. Kdo vas pa organizira, usmerja? Kdo reče, katera ekipa je na katerem delu, katera ekipa na drugem delu? A imate po urah mogoče razdeljene naloge? Ni po urah. Mislim, mi približno imamo plan dela, ki je vsak dan, ne. Potem pa ti sama, ne, se organiziraš, ko staneš tukaj kot dežurna, ne, da sama ugotavljaš, kaj je bolj nujnega narediti, ne. Če jaz imam klic, jaz moram se udeležiti klica, ne, ker to je, stranke so na prvem mestu, ne. Točno to, sem ti rekla, jaz sem njej rekla, da je totalna krava, zato ker je to ta njen Denis rekel, a me razumeš? Njen Denis je prišel za mano, ko sem šla do avta, pa mi je rekel, a ti, Iva, a bi ti vedela, kaj ona vse dela, ne, to je nemogoče, in jaz sem mu rekla, Denis, jaz te razumem, če bi jaz mojemu Ivo to delala, halo, a me slišiš? Ja, ma Ivo pride pol domov, moram malo počistiti. No, čakaj, ne morem zdaj. Ja, te pokličem. Je že tukaj. Ajde ti pol pokličem, čau. Tadam!
dober dan. Dober dan. Janja, zdrava. Simon, Sebastian, veseli. So nam rekli, da bomo tukaj šefa našli, ste to vi? Ja, vodja poslovne enote. Vi imate pod sabo vse te ljudi, ki smo jih danes že videli. Ja, vse. Vi poskrbite za to, da vedo, kaj delajo, da jim delovne naloge razdelite. Točno tako. Vse pa naloge njem dam že vejo čez teden, razpored delam tedensko, potem kontrolo imam vsako dopoldne med 9 in 10 in zvečer spet po krog pol 11 zvečer, ko končajo. Človek, ki pride k vam kot novo zaposleni, že potrebuje kakšno znanje, ali ga vi vse naučite? Ni potrebno, zato ker imamo mentorice, rečemo naše dekleta, ki so že starejša, in tista, ki pride nova, je z njo cirka cel teden, da ji vse pokaže. 3 dni je z njo tako, potem pa že 4. dan naj bi sama začela, ona jo pa sam popravlja. Zraven sem pa seveda še jaz, ki pa obe pol, če je še kaj dodatnega. In kaj se vse morajo naučiti? Jih učite konkretno na situacijah ali imate kakšne tečaje? Ne, morajo pač vedeti uporabo čistil, to, potem zaščitno opremo, ker imamo tudi čistila, ki so rokam škodljiva, mora imeti rokavice, obvezno, tako. Pa da se razporeda, da se zapomne, od kje do kje je njeno, pa kaj mora delati. Kakšne lastnosti pa iščete na novo zaposlenih? Kaj mora imeti? Lastnosti, ko bi rekel. Kakšen je človek, ki je za vas? To se že vidi, rečemo jaz, ki jo opazujem po parih dneh, ko začne sama, rečemo 4. dan, vidim, je spretna, je komunikativna, se bo znala prilagoditi drugim, da ni tistega kreganja, pa tiste ena drugi, da polena pod noge, tako da mora biti predvsem komunikativna, pa sposobna, rečemo, da je pridna. A tudi ženske upravljajo s temi stroji, ali kako delajo? Ja, tele manjše stroje imamo za ženske, oziroma tudi tistega oranžnega, ki imamo enega Swingota, tudi upravljajo ene 2 ženske, drugače pa te manjše stroje vse ženske imajo. Torej zato ni potrebno kakšnih ker jih morajo imeti čez dan, naporov. če se kaj polije, mora bolj, da gre stroj enkrat pa s krpo, ker ti se lepo suši, takoj s krpo pa ostane mokro, ne moreš nikoli tako brisati, da ne bi ostalo vlažno. Ni pa težko, ne? Treba je samo Ne, stroji so na baterije in ga ni treba nič niti porivati, ni nič ima tak, in ni, da bi bil hiter, tako da ni težko.